Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As. Tokrat se vam javljamo tukaj iz mađarsko-slovenske meje v Prosenjakovcih, kjer lahko v fizični obliki vidimo spremembe, ki so nas doletele zaradi koronavirusa. Ker bi pa vam seveda radi podali malo drugačne poglede na te družbene spremembe, ki se nas te dni dotikajo, pa smo se tukaj v bližini ustavili pri gospodu Alezu Kavašu, diplomiranemu sociologu, da nam bo kaj več povedal o njegovih pogledih na svet, ki se v teh dneh spreminja. Običajno težko dobimo, pa malo je takih, ki ima uvid v te konkretne družbene situacije, kaj se dogaja recimo za današnjo družbo pa našo družbo. Jaz govorim o nekem cikličnem gibanju razvoja in en ciklus se zdaj končuje, torej je na najnižji stopnji ali pa na zelo nižji stopnji, malo bo še padel niže, torej za pričakovati je kolaps sistema. Ko ta kolaps sistema se zgodi, takrat se šele pojavijo, pokažejo, začnejo se artikulirati, čeprav se danes govorijo o 32 alternativnih gibanjih, ki so prisotne na svetovni ravni. In ko bo to mi se danes samo ne moremo zmeniti, kako, kaj, kje. Ko bo sistem kolapsiral in ko bodo štirje jezdeci apokalipse prišli še izraziteje do te svoje artikulacije, takrat se nam bodo začele kazati neke variante, neke možnosti, katera opcija bo najustrežnejša. Ampak jaz mislim celo, da ne gre za eno opcijo, ampak gre za od teh 32 različnih gibanj se bo izoblikoval en poliloški koncept, če to tako imenujem, ki se bo začel počasi udejanjati v naslednji razvojni cikel, v naslednje razvojno območje. Območje, predvsem pa razvojni čas. Torej, omenjali ste te jezdece apokalipse, kaj dejansko se s tem mislili? Kateri so ti jezdeci? Pa zgodovinsko so prisotni, ne vem, že v Janezovem razodetju so izrazito prisotni. To gre predvsem za lakoto, kugo in za vojne. Pustiva tistega belega konja, ki bi naj bil rešitelj. Civilizacije se ciklično gibljajo. Civilizacija ima nek svoj rok trajanja. In kakor da se kaže, da tudi naša oblika, naša paradigma razvojna se danes v nekem smislu dokončuje, ne vem, če se totalno dokončuje, znotraj nje se zdaj počasi oblikujejo neke nove dimenzije razvoja. Nekdo me potem pokavaš, pa daj povej, kdaj bo kolapsiral ta sistem, ne vem. Kolaps je blizu, mislim, da zmeraj bliže smo. Je lahko ta virus morda nek pokazatelj, v katero smer pluje ta naša barka? Ta virus je pokazatelj naravne selekcije. Naše družbeno, ne vem, ta kadrovska selekcija, naša je v nekem smislu, ta sistemsko, družbeno, politična, je negativna kadrovska selekcija. Pri koronavirusu ali pa pri kugi ali pri bolezni, abstraktno rečeno, vsaka taka bolezen pa potem ne izbira negativno, ampak pozitivno, se mi zdi. Ne vem, ali je možno, da bo elita oblasti imela neke privilegije, da se bo lažje zavarovala pred tem, ampak bolezen, kuga pomeni preprosto to, da se ne izbira na socialni, politični, kulturni ravni, ampak resnično na naravni ravni. In ta naravna zdaj prihaja do izraza. To je ta, ko narava reagira do naših neumnosti. To je reakcija narave na te socialno-politične, ekonomske, ne vem, kakšne neumnosti, ki jih počnemo že, ne vem, od industrijske revolucije naprej. Vidimo, da se v teh dneh tudi nekako ropajo trgovske centre in na nek način je to nek pokazatelj
nekega spremembe v družbi, ki pa seveda lahko konča z določenim kolapsom. Kako daleč od kolapsa sistema se trenutno nahajamo po vašem? Ja, to sem ti že prej rekel, da nisem prerok, da mi je to težko odgovoriti, ne smem, ne morem, seveda se moram držati tudi tega sokratovskega načela, neumen bi bil, če se ga ne bi. Prehranska suverenost to je tisti temelj, na katerem bi lahko gradili. Ta prvobitni način mišljenja bi bilo treba nekako obnoviti. Ta totalna, ne vem, zakaj rečem totalna, ampak decentralizacija, globalizacija se mora nekako preusmeriti v decentralizacijo, da male lokalne skupnosti so tiste, ki morajo. Ne vem, jaz gledam v občinah imajo nekaj, kaj bo, ko bo vojno ali pa imajo neka priporočila, kako takrat treba ravnati, pa ne vem, kaj se. Torej, te zadeve se zdaj tako hitro dogajajo, da ljudje nimajo cajta niti razmišljati, ampak glej, zdaj pa treba to napolniti. Ni tega, ni toaletnega papirja, ni razkužil, ni zdaj že hrane ni. Jaz govorim že cel cajt prekmurskemu človeku, da takrat, ko bo kolapsiral resnično sistem, takrat bodo Nemci, Angela Merkel bo enkrat samo rekla, ja, zdaj pa živil ne grejo ven, takrat nam bodo vse te trgovine, Hofer, Lidl, Spar, vse se bo zaprlo in ostali bomo sami z Mercatorjem, s Tusom. Jaz pa ljudi skušam prepričevati, ne, 10 semen, različnih tistih, ki panonski nižini tukaj obstajajo, ki so nujno potrebne, da nam naštevo katere, nekaj živali, ki jih mora imeti, posest, naj bo to rodovno ali kakorkoli že en mali vrt, in da ti čim več tega lahko pridelaš sam. Ker šele takrat ta način samoskrbe, kaj je treba vedeti, da ko izropajo trgovine, ko ni več trgovin, ko ni nič se zakupiti, da nisi lačen. V tem smislu je treba, od leta 2016 govorim, ampak ne poslušajo ljudje, ne slišijo radi tega, pa kaj boš ti, pa to se dobi za bagatelo, to v evro spitno, to dobim za par centov. Problem je tem, ko se zapre. O kvaliteti niti ne govoriva, govoriva o tem, da zmanjka. Bolje je z slabo hrano se nasititi, kot pa ne imeti ničesar. Tukaj šla lahko malo videvna. Odločno vztrajam na to, ko si delaš sam, potem veš, kaj si delaš. Potem si proti koronavirusu, katerikoli bolezni, nekoliko bolj, morda si bolj odporen. Nisem zagotovo, ampak zagotovo so tu neke dimenzije in v tem smislu je ta samoskrba, ne gre samo naravna kozmetika, ljudsko zdravilstvo, to vse spada potem v to dimenzijo duha, ta prvinski način mišljenja. Ne vem, da ne bom spet avtorjev od Solovjeva, ki učijo tej integralni vednosti, kaj človek mora vse vedeti, da se znajde v kozmosu. Ampak ne na neki ekonomsko-politični, ne vem, kak kulturni način, ampak en način, ki je izraz povezanosti narave in družbe, narave in občestva, narave in lokalne skupnosti, narave in moje družine, moje rodovne posesti, kakorkoli. Torej, tukaj vidim neke rešitve. Ne vem, ne bom rekel, da edino na ta način, seveda se da s centralizacijo, Kitajska, pa da ne bo pa proti Žižku preveč govorila, ta močna centralizacija, vse se lahko organizira na tej nacionalni ravni, morda, ampak jaz mislim, da so tu neke meje, za začetek lahko ti z tem centralnimi zadevami nekaj urediš, ko pa že zmanjka tukaj municije, takrat pa ostanemo sami, takrat pa nam ne preostane nič drugega, vzdaj se vse iz svoje kljuse. Tu lahko vidimo, se pravi, meje se zapirajo, in zdaj, če meje zaprejo, ni prevoza blaga, ni prevoza dobrin in potem... Ja, dokler tovornjaki še grejo, je v redu, ko pa tovornjaki ne bodo, zdaj ljudje ne smejo hoditi, ker so prenašalci, ampak takrat, ko to... Glej, problem je v tem, da ko ne bo živil, torej, ko bo kolapsiral sistem tako, bomo vsak pogledali najprej zase. In to je problem. In mi, Slovenci, prehransko nismo preveč suvereni. Torej, ta evropeizacija kmetijstva nam je,
nam je marsikatere pridelke nekako oklestila, subvencije so naredile svoje in ne vem, tako da kar manjka nam stvari. Zato ni strah odveč, kako v teh kritičnih situacijah. Zdaj je zadnji cajt. Menite, da je ta problem s koronavirusom neke vrste svarilo, da je naša družba na napačni poti? Koronavirus je eno izmed teh svaril. Polno je teh svaril. Ne vem, ko sem jaz bil mladi, smo začeli čitati Rimski klub Meja rasti. Ampak malo moje starejše generacije, moji učitelji, ja pa kak je Rimski klub, pa kaj Meja rasti, mi moramo bruto produkt, pa ne vem koliko procentna rast mora biti, pa ne vem kaj se. Tukaj je zdaj konec. En kup te ekonomskih paradigem, političnih, socialnih tudi, ta individualizacija, ta individualizacija, torej jaz kot posameznik sem nekaj. Ta solidarnost občestva, ki se je gojila na lokalni ravni še recimo v mojih mladih letih, tega ni več. To se je razsulo. Zdaj nam je pa ostala zgolj ta globalna, anglesko, ameriška, evropska, ne vem kakva paradigma, kateri mi služimo. Mi v tranziciji, jaz sem se boril za tranzicijo, za spremembo režima, da bi se nekaj zgodilo, ampak mi smo se iz enega sistema premaknili v drug sistem, evropski. Namesto Beograda nam zdaj pač Bruselj diktira in tu se ni zgodila ta notranja preobrazba. Mi, Slovenci, smo samostojni, ne vem pa, če smo samotvorni. Se pravi, vsebina je ista, edino pakonga se zamenja. Pa, recimo, milo rečeno, to je še bolj radikalno. Preveč smo se navezali na nekaj drugega. Torej, moč nas zanima samo. Torej, naše oblastnike zanima moč, ki je denar, ki je subvencija, ki je kohezija. Kje? Morda še eno vprašanje za zaključek. Ali sedaj, glede na to, v kakšnem stanju je vseeno država, pa ne samo država, tudi Evropa, pa posledično tudi ves svet, a pričakujete sedaj kakšne spremembe v naši družbi? Optimist v meni bi začel govoriti, ja, pa bodo, ampak jaz že tako dolgo čakam te spremembe in jih ne morem dočakati in upam, da jih bom dočakal. Upam, da se jih bom resnično dočakal. Ne, nisem preveč optimist. To se bo zdaj malo poleglo, ne vem, pa bomo spet po starem šli naprej. Premalo je to. To je spet eno od opozoril, kot si ti že rekel, ampak ni še to zadostno opozorilo, da bi človek se res zavedal te svoje situacije v letu 2020, da bi videl, kaj pa zdaj tu, kak je ta konkretni zgodovinski moment, socialno-ekonomske razmere, kaj v te začeti delati, kaj se spreminja, kaj je tisto, kar je staro in mora iti v zgodovinsko ropotarnico in kaj je tisto novo nastajoče, alternativus, drugo rojevajoče iz latinščine, kaj je tisto, čemu bi morali zdaj prisluškovati in probati nekako naštelavati, ne vem kako se, uvajati, artikulirati v ta naš bodoči, prihodnji koncept razvoja. Ampak ne bo še šlo to tako lahko, še se bo mogel kak ne koronavirus, ampak nekaj drugega se zgoditi, da bomo prišli k pameti, ker ne moremo priti, nič nam ne more, ker ne vidimo, ker so naša vrata percepcije malo priškrnjena, zato se pa tudi ne zavedamo teh zadev, tako da nisem optimist, da bo že koronavirus nam kakšne spremembe pa bodo, čeprav, če se spomniš Koseskega, spremembe so le kvari, nobena ne obvelja, tako da zakaj bi se spreminjali, zakaj bi kaj spreminjali? Ampak v zgodovini so vedno bile spremembe,
Vedno so se civilizacije, so bili vzponi, padci civilizacije, tako da se je naša civilizacija vzpenjala in tako bo verjetno tudi padala. Ja, pa dobro, zdaj, da ne bo kakšne avtore, Oswald Spengler, Jožef Tajnter. Se pravi, to so neki teksti, ki govorijo o kako se s civilizacijo dogaja v zgodovini, kdaj mora, ko se neka civilizacija preveč zakompleksira, to je preveč kompleksa, da je kompleksnost je že strošek za njo, v tistem momentu začne počasi iti v zaton, v zaton njene in v tistih nedrjih zatonu se potem oblikujejo neki novi nastavki za družbo prihodnosti, novi razvoj, nova oblika, nova paradigma razvoja, bi rekel Kuhn, na podlagi katere se potem za eno ciklično obdobje ali pa za neko novo civilizacijo, ne vem, te civilizacije, tukaj se jaz bojim, da še v tem momentu ne bo kolapsirala naša civilizacija, ampak kolapsiral bo en način, kapitalistični način produkcije, ali kako marksistično to rečemo, en sistem, neoliberalni ta model, ki se bo nekaj pretvoril z, ne vem, s kakšnimi žrtvami in s koliko žrtvami v neko novo formo, družbeno. Gospod Kavaš, hvala lepa za vaš čas in za zanimive besede. Upam, da ti nisem težil, predvsem pa ne tvojim gledalcem.